Sedaj ustvarimo poročilo, ki bo prikazalo vse podatke o vhodih in izhodih modela, kar je zelo pomembno za analizo. Izbrali bomo prvo ukazno vrstico, kar bo odprlo novo okno za upravljanje poročil inženiringa, kjer lahko dodamo vsebino, ki jo potrebujemo. Obstaja več pogledov, ki vsebujejo številne elemente, ki jih lahko dodamo v poročilo. Začnimo z osnovnimi podatki projekta, nato pa z dvojnim klikom izberimo tisti element, ki se bo nato samodejno prikazal na papirju v središču vmesnika. Nato lahko dodamo vsebinski okvir, ki se bo samodejno posodabljal glede na nove elemente, ki jih bomo dodali v poročilo. Če želimo dodati sliko v 3D model, se vrnemo v glavni menu Science, kjer lahko izberemo ustrezne možnosti. Nastavimo model in izberimo ukaz živa slika v poročilo. Vsa lastnost za urejanje slike bomo obdržali in izbrali Vstavi in zapri. Vrni se v menu za poročila, kjer se zdaj že nahaja slika našega 3D modela. Lahko dodamo glavo in nogo, kjer bodo osnovne informacije o projektu. Nato, če želimo preiti na naslednjo stran, z naslednjim elementom dodamo prelom strani. Začnemo z dodajanjem pomembnih vsebin v model, zato bomo takoj pripravili nekaj poglavij. Prvo poglavje bomo spremenili. Preimenovanje se izvede v desnem delu vmesnika, kjer so nastavitve. Prvo poglavje ne predstavlja vhodne podatke. V prvo poglavje bomo vključili informacije, kot so materiali, prečni preseki, dejavniki, redukcije togosti in tako naprej. Vse te vsebine so lahko podrobne ali strnjene. Spremenili bomo prikaz informacij o prečnih presekih na modelu v strnjenega. Vse te postavke bodo pod poglavji, to bomo definirali s klikom na ukaz in dem. Naslednje poglavje naj bo evaluacija rezultatov. V tem poglavju bomo vključili postavke, kot so obremenitveni primeri, kombinacije, skupine mas in tako naprej. Za iskanje želenih postavk lahko uporabimo iskalnik na vrhu. Če želimo prikazati prednastavljene obremenitve na modelu in grafično, se vrnemo na glavni 3D model in nastavimo pravilen prikaz, ki ga želimo. Obremenitveni primer 2. In ponovno izberemo ukaz Live Image to Repainted. Če je slika na nezaželenem mestu, jo lahko enostavno premaknemo, kamor želimo, s funkcijo povleci in spusti. Na ta način lahko prikažemo vse primere obremenitve na modelu. Preidimo na naslednje poglavje. Lahko ga imenujemo rezultati linearne analize in dodamo nekaj podpoglavij. Prvo podpoglavje naj bo modelna analiza,
kjer bomo vključili informacije o etažah, o proračunskem protokolu, lastnih frekvencah, modih zvijanja in podobno. Grafično lahko prikažemo enega od modov zvijanja konstrukcije. Prikaz nastavimo v glavnem vmesniku. In rezultate lahko skalirali, če je potrebno. Vključujemo sliko poročila z uporabo Live Image to Repaifert. Na koncu dodamo novo poglavje, kjer bomo prikazali rezultate dimenzioniranja na naslednji strani z uporabo preloma strani. Dodali bomo dimenzioniranje 1D in 2D elementov. Na ta način lahko sestavimo celotno poročilo, ki se samodejno posodablja, če pride do sprememb na modelu. Poročila lahko shranimo kot predlogo ali izvozimo v druge formate, kot so PDF, Word, Excel in podobno.